Gledate informativno oddajo, ki jo vodita Lorela Flego in Matej Lahovnik. Dober večer in dobrodošli v Bučkah. Danes, 5:12, sta prvi predsednik Milan Kučan in njegov prvi nasprotnik Janez Janša podpisala pakt o končni rešitvi slovenskega vprašanja. S tem sporazumom je definirana več kot polstoletna delitev na vaše in naše, leve in desne, partizane in domobrance ter zmagovalce in poražence. Poglejmo, kaj je v tem prelomnem trenutku povedal glavni mediator Borut Pahor. Drage državljanke, spoštovani državljani, s tem paktom smo postavili temelje za nadaljne sobivanje. Ne govorimo o sožitju, to ni več možno. Govorimo o sobivanju Slovencev. V povsem isti državi, pod istimi pogoji v vseh treh različnih geografskih in časovnih pasovih. To je edini model, ki je možen. Vse ostalo je zagotovo slabše. Veliko, veliko slabše. I love you, čau. Politični analitiki ocenjujejo, da je največji dosežek pakta Kučan-Janša ta, da kljub različnim interesom ohranja celovitost slovenske države in nikomur ne jemlje pravice, da se počuti kot Slovenec. Matej, kako bo to izgledalo v praksi? Pakt Kučan-Janša deli Slovenijo na 3 samostojne cone: belo, modro in rdečo. Gre za večpasovni model federacije s 3 enakovrednimi enotami: vzhodno, zahodno in sredinsko. Slednja je hkrati tampon cona med levo in desno. Kaj natanko je komu pripadlo, pa kolegica Danica Lorenčič. Vzhodni del Slovenije z Dolenjsko, Belo krajino, delom Notranjske, Posavjem in vzhodno Štajersko ter delom Prekmurja so dobili beli. Rdečim je pripadla Primorska, Goriška in večji del Gorenjske, tako imenovana modra tamponcona, pa se razteza vse do Goriškega, večjega dela Štajerske, Koroške, Zasavja, Ljubljanske kotline in dela Notranjske. V studiu zdaj pozdravljam oba podpisnika pakta, Milana Kučana in Janeza Janšo. Dober večer obema. Dober večer. Živeli bomo v državi s 3 conami, to še nekako razumem, ampak zakaj v 3 različnih časovnih pasovih? Ne, ni pomembno. Sorry. Kar izvoli. Ne, ti kar dej. Zakaj jaz? Ti si se tega spomnil, jaz nimam nič s tem in nisem ponosen na ta pakt. Kaj? Ne gre za ponos. Milan, skupaj so Slovenijo najprej osamosvojila, zdaj pa smo si jo še razdelila in to je normalen proces, to je končna rešitev slovenskega vprašanja. Če prav razumem, je končna rešitev ta, da med levičari in desničari praktično ni več nobenega kontakta. No, dejstvo... Sorry. Kar izvoli, no? Ne bod zoper, nihče te ni silo, da podpišeš. No, nisem jezen nate, ampak sam nas je. Mi lahko odgovorite na vprašanje? Ja, med levimi in desnimi je sredinska tamponcona v širini 30 km na jugu do 100 km na severu. Časovna razlika med rdečo in belo cono je 2 uri. No, to je zaradi tega, da se ob spremljanju medijev ne bi istočasno razburjali, pa tudi zato, da bi na družbenih omrežjih med seboj čim manj komunicirali. Bela cona pripada desničarjem, rdeča levičarjem. Čigava je potem modra cona? Boš ti? Ne, kar izvoli. No, zdaj si pa ti zoper, no? Nisem, majke mi. No, pogledajte. Modra cona je nikogaršnji pas. Tam živijo in delajo vsi tisti, ki so nevtralni in jim, če lahko rečem, dol visi za dogajanje na levi in na desni. Se mi zdi, da je takšnih bistveno več, kot pa ste jim namenili prostora. No, delitev ozemlja ni optimalna. Tudi v beli in rdeči coni so posamezne sive lise, ki bodo zahtevale svojo avtonomijo. Načrt ste skupaj s predsednikom Pahorjem pripravljali v strogi tajnosti, povsem mimo vlade in parlamenta. Zanj vse do danes ni vedel niti premijer Miro Cerar. Njega nismo hoteli... No, poglejmo najprej njegovo izjavo. To je zame hud udarec, udarec z leve in desne. Kako so si lahko Slovenijo razdelili brez vednosti vlade? Pri tem me najbolj boli dejstvo, da se bodo zanamci nekoč spraševali, ali je predsednik vlade sploh vedel. Ne, ni vedel. In zakaj ni vedel? Ker je tak bednik, da gredo vse velike stvari mimo njega.
Predlagam, da zdaj pogledamo, kakšno vzdušje vlada po Sloveniji. Kako so državljani sprejeli pakt Kučan-Janša? A to pomeni, da mi lahko greva? Ja, kam se ti pa modi? No, Štefka je za večer spekla lazanjo, pa tisto krompirjevo župo specialno. Prosim vaju, če še malo ostaneta. Gremo najprej na rdeči zahod, v levo cono, kjer je kolega Gašpar Mišič. Smrt fašizmu, svoboda narodu. Vidim, da vam je padla sekira v med. Tako je, ostalo nam je morje, dobili smo gore Triglav, Bled, Bohinj, Kranjsko goro, pa Goriška brda, Krasma, to bomo rasturali v turizmu. Ljudje so tukaj super zadovoljni, prepevajo partizanske in primorske pesmi. In nekaj znanih primorskih desničarjev je že napovedalo selitev na vzhod v Belo cono. Prvi med njimi je Franci Matos. No, največji problem zagotovo je tukaj, ko se moram izseliti iz rdeče cone na Primorskem, kamor sem redno hodil na kliniko Fabian, po botoks in pa diamantni peeling. Sedaj se bom preselil v Belo cono, kamor se seli tudi moj klient, to je na Dolenjsko, tam tega ne poznajo, poznajo samo cviček in pa šmarnico. In kot vidite, to name ne vpliva dobro, ker imam že rdeče ušesa. Takšnih zgodb bo očitno precej. Nas čaka vse splošno preseljevanje iz ene v drugo cono. No, žal mi je vseh teh primerov, ki jih je povzročil sporazum, a drugače ne gre. Treba je biti optimist. Danes je dovoljeno sranje, jutri pa je nov dan. Tega je dosti. Tudi jaz živim na Koroškem v modri coni. So pa še veliko hujši primeri, recimo Eva Irgl. Ona je iz Rdeče Vipave, živi in dela v modri Ljubljani, svobodno pa bo lahko zadihala šele v Mirni Peči, Ribnici ali Mokronogu. Saj res, tudi kolegica Lorela je iz rdeče cone, dela pa v modri. No, pogledajte, levičari in desničari za modro cono ne rabijo prepustnice. Prepustnice bodo potrebne samo za prehod v belo ali rdečo cono. Vi, Lorela, boste rabili prepustnico samo v primeru, če pridete na našo televizijo RTV Ribnica. Kaja mi ponujate službo? Poglejte, tudi desničari radi gledamo oddaje o modnih trendih, ker marsikdo ne ve, kakšni materiali in katere barve so v modi to pomlad. No, medtem ko vam bo kolegica razložila vse v šifonu, svili in lateksu, predlagam, da si ogledamo še nekaj človeških usod, s katerimi se je poigral vajen pakt. Ja, žal imam to smolo, da je ekran ostal v rdeči coni, kar pomeni, da imam dve možnosti. Ali še naprej prenašam vse žaljivke in teror rdečkarjev in si kupim tedensko prepustnico za obisk v beli coni. Je kaj pa druga možnost? Hvala tudi vam, pa srečno. Zame osebno ta pakt pomeni katastrofo. Kočevje, kjer živim, je odslej del bele cone. Službe imam v modri, vse prijatelje pa v rdeči coni. Rabil bom 2-letni prepustnici, kar skupaj z vinjeto nanese skoraj 400 evrov. Hvala. Ja, zdaj Miču, ki se zavedamo, da nas čaka recimo takole veliko dela, zato ker mi bomo mogli zdaj dejansko posneti en album za modro cono, pa en album za belo cono, pa to za rdečo cono ga bomo tudi posneli. Me pa edino skrbi, bomo šibali vlakca, ker ne bomo mogli čiha-puha v drugo cono. Odpovedati moram tote koncert bele cone, ne, moram, sranje. Ravno ker ste odpovedali koncert v beli coni, je to zaradi tega, ker ste rdečkar? Ja, kaj ne rečem, to sigurno ni dobro za nas, ustvarjalce. Ker če jaz zapesam v beli coni v modri, za to carino plačam, to dari po žepu. Hvala. Čas je, da preverimo vzdušje v beli coni. Z Dolenjske se zdaj oglaša naš reporter Surla. Povej, kako se imate? Tako, carsko se imamo, ne? Končno imamo svoj kos Slovenije, ker ne bomo več drugorazredni državljani. Hvala, Janez, v imenu vseh desničarjev. Iskrena hvala za vse, kar si naredil za nas. Ale Cezar. No, res je, da smo s tem paktom dobili samo revščino. Od Halos do Kočevja. A po druge strani smo pa veseli, ne? Da nam ne bojo rdeči nikoli več srali po glavi. Tako. A je res, da so v Beli krajini protesti? Tako je, tako je. Črnomelj in Metlika bi rada v rdečo cono, ne? In ve zakaj? Naj spokajo, pa grejo v
Triglavski narodni park, tako, ja. No, ni treba tako grobo. Adijo, surla, gremo na Štajersko. Se upravičujem, a kaj, mi to lahko greva, sva končala? Ali... Še malo. Ja, no. Veste, ne bi se rad po noči vozil po modri coni. Ne? Bomo takoj preverili, kako je varno. Kolega Kangler, Pa kaj te jaz vem, eni so zadovoljni, drugi pizdijo. Zakaj to samo pol Štajerske modre? Ne? Da bi morala biti cela, pravijo, ker Štajerska ni bila nikoli bela, pa Prekmurje tudi ne. a je res, da podobno kot v Beli krajini, avtonomno cono zahtevajo tudi v Lendavi in Šaleški dolini? Velenju se je definitivno zgodila krivica. Oni so bili skozi rdeči. V Prekmurju pa so boje zelo razočarani nad rojakom Milanom Kučanom. Pravijo, da jih je za drobiž prodal Janši. No, najboljše, da nam to razloži eden glavnih rdečkarov, Dejan Židan. Razočaran sem kot Prekmorec in socialni demokrat. Vse priključitve Prekmorja k matične države smo bili v drugem planu, zapostavljene in pozabljene. No, to, da so nas zdaj razdelili, to je pa više. Hvala obema. Gospod Kučan, kako komentirate to, da vas imajo v Prekmurju za izdajalca? No, zelo mi je žal, da je del Prekmurja padel v belo cono, a žal ni šlo drugače. Vsem je nemogoče ustreči. Kako boste pa potem rešili problem Bele krajine, Lendave, Velenja in ostalih, ki se zauzemajo za avtonomne cone? To je stvar nadaljnih pogajanj. Ne pozabite, da je tudi v rdeči coni ostalo še nekaj belih lis, kot sta recimo Logatec in Polhogradec. Tako, mislim, da bi s tem lahko zaključili. No, super, hvala. Ja. Hvala vama za vajna pojasnila. Ni za kaj. Čas je za kratek oddih od velikih tem. Poglejmo še ostale današnje novice. A ste vedeli, da ima Angela Merkel kolega v Turčiji? Da je med njima nekaj več, dokazujejo posnetki paparacev, ki so ju zalotili v hotelu. Ich habe ein Hotel B-Kategorie gebucht. Wollen wir direkt ins Zimmer gehen? Zuerst gehen ins Zimmer auspacken und dann Liebe machen. Ich möchte noch darüber nachdenken. Ich bin aber bereit, einen Bauchtanz zu machen. Für 50 Euro. 20 Euro ist genug. Nee, 40 Euro. Weniger 20. geht nicht. Ich gebe 20 nicht mehr. Nee, dann für diese Flüchtlinge 2 Milliarden, ja? Ja. Und 35 Euro für Bauchtanz. 4 Milliarden haben wir gesagt. Ja, aber bessere Idee. Dann 2 Milliarden und ich tanze mit roter türkischen Pfanne um meine Taille und 40 Euro möchte ich dazu. Ja, einverstanden. Tja, so, das haben wir abgemacht. V Pentagonu so priznali, da je projekt izgradnje lovca F-35 presegel vse razumne finančne meje. Poglejte, zakaj so porabili največ denarja. Roba je frišna, dec. Boš zdaj probal? Čakaj malo. Ja, dobro zgled. Kaj ima ona? Še, prevaj. A že prijel. A je v redu Kaj je prijel. bo? Daj mu malo šnapsa, ja? Daj mu šnaps, no. Dobar je. Stav je dober, zdaj pa žurat. Ja? Kaj delajo rdeče kapice tukaj? Veš, zgin. No, sej popa, ni nič čudnega, da gre toliko denarja za vojsko. Veš kaj, boljše, da so na koki, kot pa v vojni. A, to pa imaš prav. Spoštovani gledalci, sledi priljubljeni pogovorni šov z Marcelom Štefančičem. Uživajte v zadnjem tangu. Spoštovani gospod predsednik, gospodar Škofa, ali se 10% provizijo od vsakega posla da preživeti na mesec, mi bo pojasnil župan najlepšega mesta na svetu, Zoran Janković. Živijo. Berčer. Ok, dej Pahor je odkrito povedal, ne, da mu 3 jurje ni dovolj, kako je z vami, ne? Ja, jaz se navem veliko, ne. Bede dosti, da če ba za seveč, pa so doletne. Ok, ampak kdaj se vam je nazadnje zgodilo, da vam bankomat dejansko ni dal denarja, ne? To se pa ne spomnim z glave, ne bi mogel prav pomesati, da je bilo to nazadnje, ki mi ni dal, kaj pa vem. Ok, ampak kaj, recimo, ste bili v minusu ali bil bankomat dejansko pokvarjen, ne? Takrat sem bil nazadnje v minusu, bankomatu še ni bilo, ne. Ok, država pravi, da je župan najlepšega mesta na svetu vreden okoli 5000 bruto na mesec. Povejte iskreno, ne, a mislite, da je vaše delo vredno več, ne?
Država ni izdala nikoli cent najboljših kadrov, ne, to je dejstvo. V privat sektorju je to po eni strani bolj pravično, ne, ker tvoj cen določa trg. Če si dober, več zaslužiš, ne. Država je definitivno slab gospodar, ne, še malo pa bomo v javnem sektorju vsi imeli isto plačo, ne. Se pravi, niste zadovoljni s svojo plačo? Odgovor je ja, da dela pod svojo ceno, ne. Pa res se ne čuje, da skromno, ne. Jaz v teh 2 mandatih sem nekaj napravil, ne, da vas zdaj ne našteval bo vsega. Ne, ni treba biznis lava, to se vidi, ne, ampak kaj je s temi 10% provizije od vsakega posla, ne? To je malo pretirano. A se vam zdi logično, da bi zdaj jaz nekomu, ki bo da kafeč v centru Ljubljane, ne, zračunal 10%? A ni to malo brez veze, ne? Pa kdo se bo zdaj ukvarjal s tem dobižem, ne? S tem pa res, da preživiš do konca meseca. No, ampak s tem, recimo s 50 pa 100 tisoč evri se že lažje diha, ne? Definitivno, da to je čisto druga kategorija, da to je tako, kot da bi šel 2 dati da rožik, ne? Ok, torej ima prav, če rečem, da si na skromno plačo izplačujete neskromne dodatke. To se zelo lepo povedal, ne. No, sem že prej rekel, ne. Vsak uspešen menedžer si sad določa svojo vrednost, ne. Bez tega ne more določiti, da je država, da je sistem, da je politika. Jaz si ceno sam določam, ne. Ok, ampak kakšna je razlika med podkupnino in provizijo? To je pa ogromna razlika, ne. Dajanje in sprejemanje podkupnine je kaznivo dejanje, ne. Provizija je pa v poslu nekaj čisto obarnega, ne. To ve vsak mali podjetnik. Ok, za konec, ne, a sva naredila midva zdajle, ne, recimo, dober posel, a sva naredila dober intervju? Po boju je bil dober intervju, ne. Ok, če tako ne dobite nobene provizije, ne. Ni problema, ne. Ok, hvala, da si bil moj gost. To je bilo vse za nocoj, spoštovani gledalke, spoštovani gledalci, mi pa se vidimo naslednji teden v istem času na istem kanalu. Živijo, adijo. Hvala. Čas je za šport z Magom Sagadinom. Reče. Zmago, kaj bi ti vprašal Jankovića, če bi bil na Marcelovem mestu? Ja, kaj bi ga vprašal? Ja, vprašal bi ga, kako hudiče je Ljubljana postala zelena prestolnica Evrope, nima pa niti ene športne ekipe, ki bi bila konkurenčna v Evropi. No, to je pa res ironija. In zaradi tega je že čutiti napetost med Ljubljano in Mariborom. V glavni vlogi je seveda Zlatko Zahović. No, sigurno je Ljubljana, ki nima ene normalne ekipe, v katerem koli športu postala zelena prestolnica Evrope. Potem si Maribor definitivno zasluži, da postane vijolična prestolnica in v našem klubu smo seveda pripričani, da za tem stoji Greenpeace, kajti v Ljubljani je šport sam ogrožen, ne nazadnje kot kit v Severnem morju. Na Nizozemskem se je skupaj z begunsko krizo rodila nova športna panoga, v kateri sodeluje več tisoč ljudi naenkrat. Imenuje se Azilomet, igra pa se kar po ulicah. Zakaj gre? Na eni strani so migranti, na drugi domorodci. Tekma se začne, ko župan med množico vrže žogo, ki je nabasana s prošnjami za azil. Tista ekipa, ki si jo s podajami prva primeče svoj cilj, zmaga. Če so to begunci, si razdelijo formularje, če zmagajo domorodci, papirje uničijo. In potem čakajo cel teden do naslednje tekme. Pa naj še kdo reče, da šport ne združuje. Tole je pa kar kruto. Za konec poglejmo še v svet aristokracije. Princ Charles je na nedavni Valentinovi zabavi šarmiral vso svetovno politiko. So who am I meeting here? Let me introduce. Should I shake hands? Nice to meet you. Great fans. Ex-Camilla's lover. So short, so short, so short. I know. She loved most from behind. She was loud, actually. You also love it from behind? Yes, I love it. Oh, you as well. We must try it sometime. I can't believe what she said. You're all goddamn bunch of perverts, you know? Teach me, Your Royal Highness. Yes, right. You're number one. Are you fucking kidding me, you American bastard? Well, you need to grab her waist first. Understood? Radio? So, okay then. I'll collect you afterwards in front of Buckingham Palace. Spet naj jo niso povabili. A je kaj čudnega? Poglej, kakšna sva. Ja, pa kakšna sva? Ja, čisto animirana, nisi opazil. Ne. To je bilo vse za nocoj. Vidimo se naslednjo sredo. Nasvidenje.